Papež Frančišek je 24. septembra v avdienco sprejel skupnost bolnišničnih sester usmiljenja. Na bolniški posteli vedno leži Jezus, navzoč trpeči osebi. On je tisti, ki prosi za pomoč vsako od vas, je dejal 130 zbranim sestram, v imenu katerih je svetega očeta najprej nagovorila generalna predstojnica skupnosti Paola Jacobone. Institucija njihove ustanoviteljice Božje služabnice Terese Ursini po papeževem prepričanju na zgovoren način kaže, kako lahko Gospodova beseda spremeni življenje tistemu, ki bo stane njegov učenec. Ta plemkinja, lajkinja se je ob spremljanju dveh duhovnikov pustila voditi Jezusovim besedam. Bolan sem bil in ste me obiskali. Pred slabotnostjo bolezni ne morejo obstajati socialne, rasne, jezikovne in kulturne razlike. Vsi postanemo slabotni in moramo zaupati drugim, je poudaril Frančišek. Obveza in odgovornost cerkve je biti blizu trpečim, prinašati jim tolažbo, spodbudo in prijateljstvo. Sestre usmiljenja strežejo predvsem bratom in sestram, ki se zdravijo v bolnišnicah, da bi ob njihovi navzočnosti in profesionalnosti čutili podporo v bolezni. In zato niso potrebni dolgi govori, ampak pobožati osebo, jo poljubiti, biti v tišini poleg nje, se nasmehniti. Nikoli se ne vdajte o tem dragocenem služenju, kljub vsem težavam, ki jih lahko srečate, jih je spodbudil. V naših dneh laicistična kultura včasih poskuša tudi iz bolnišnic odstraniti vsako povezanost z vero, začenši sestrami. Ko se to zgodi, nekdo pride do bolečega pomankanja človečnosti, kar pa je v krajih trpljenja zares vnebovpijoče. Ne utrudite se biti prijateljice, sestre in matere bolnih. Molitve naj bodo vedno limfa, ki podpira vaše poslanstvo evangelizacije, je zbranim dejal papež Frančišek.